Sonček je, lušen je in seveda tako toplo vreme nas vabi na sam vrt. Zdaj, marsikjer ga že tako srbi, da bi kar paradajz, pa paprike, pa kumare, pa bučke že sadil, ampak malo je še prehiter. Še vedno smo 12. aprila in vemo, da prihajajo spremembe, da se bo vreme obrnilo, da bo hladnejš. In čeprav smo midva zelo ekstremna s kakšnimi zelenjavami in gremo zelo hitro, so to še vedno take vrste, ki zdržijo te temperaturne spremembe. Ja, tudi če bi še kak minus bil, ne bo nič hudega. Tudi krompir, ki bomo videli, da je že zunaj, nič hudega, če ga malo smodi, on se bo obnovil in rastel naprej. In krompir je nekako najbolj ta ekstremna zelenjava. V rastlinjaku je pa čisto druga zgodba. Tako da gremo čez vrt, gremo si pogledati, kaj se danes raste in kar naprej, nič se zavodi. Pri prejšnjem sprehodu je bila tale greda še pokrita s kopreno. Danes, oziroma trenutno pa ni. Nisem zaradi velikosti rastlin, na kateri fazi so zdaj, ampak mogoče tle, da razširimo malo še, pa damo to širino pri uporabi kopren. Kdaj ja, pa kdaj ne. Ponavadi se kar reče, da je koprena na večini rastlin tam nekje do sredine maja. V ozadju te trditve je v bistvu to, da so nočne temperature nad 10 stopinj, dnevne pa nad 25, kar pa danes smo že tu in lahko odkrijemo. Ko pa se bojo temperature spet spustile, imamo pa tisto dodatno delo, da je fajn spet pokriti nazaj, da vzdržujemo to hitro spomladansko rast. Ampak tako da vse tisto, kar se držimo nekako časovno glede na leto, so v ozadju vedno še temperature, da ugodno vplivajo na samo rast rastlin. Ja, in se mi s tem vedno prilagajamo letu, situaciji, tako kot pač nam narekuje narava, ne pa da se strogo držimo teh zapisanih, rečemo, nekih priporočil. In korenček, redkvica je super uspevata, redkvico bomo že skoraj celoti pobrali in pa tudi sam bob v teh toplih dneh zelo lepo uspeva in bo kmalu že rabil tudi oporo. Na naslednji gredi imamo solato. Tukaj bi mogoče izpostavila tipe solat, ki jih najdemo. Te spomladanske, mogoče najhitrejše so berivke pa rezivke. In razlika med njimi je samo na način, kako pobiramo. Rezivko režemo, berivko pa beremo. In mi da bomo raj kar vse trgamo z rokami, ker raste vsaka rastlinca, vsaka solata samostojno. Če pa raste tako bolj gosto zasajeno skupaj ali pa tak šop, pa kar odrežemo z nožem, kako pri špinači, ko bomo videli kasneje. Obojne se pa obnavljajo, se pravi, mi imamo iz ene sadike več nabiran oziroma več pridelka. V tem spodnjem delu je pa povišana dvignjena greda, kjer je pa zdaj že vzklil pastinak. Njega malo dlje čakamo, ampak vidimo, da je bila uspešna vklitev. Jaz bi sam še pri solata dodal to, glavno to solatih imamo pa ena par. Te bojo naredila glavo konec maja, začetek junija nekje in bo kasnejši pridelek, ampak ti bo specialen, mehkolistna glavnata solata. Naslednja greda je zdaj že zapolnjena in sicer smo sem sadila čebulo. Čebulo iz čebulčka in pa najine sadike čebule, ki so vzgojene iz setve, semen. Oboje kombinirava na isto gredo, ker združiva enako sorto čebule, ampak da damo del grede iz čebulčka, del pa iz najinih sadik. Letos so semena zelo slabo kalila, se je poznalo, da niso bila sveža, enoletna. Tisto, kar je vzklili, smo presadila, tako da je malo več iz čebulčka letos. Moramo pa semeniti seveda tudi svoje čebule, da imamo pol sveže semo, sveža semena vsako leto znova, pa nimamo pol več teh težav. Zelje pa kolerabica sta zelo lepo se ukorenila. Že je bilo presajeno konec marca, malo prej kot po koledarju, ki je bil točen datum, ampak tudi koledar je bila opomba, ki je bil malo bolj pozoren, da če bo toplo vreme, smo lahko tudi mičken prej. Nič pa ne narobe, če še zdaj v sredini aprila presadimo sadike. Zaščitene so z kartončki oziroma tako folijo, da ne pride zraven muha, ki odlega jajčica noter. Čisto na vrhu imamo pa sadike peteršilja in pa blitve. Lepo so že vzpostavljene, lepo rastejo. Prvih nekaj listkov peteršilja smo že lahko nabrali, ampak
malo še treba počakati za tisto glavno nabiranje. Tule sta pa dve gredi špinače. Špinača kot predposevek, preden bojo ti dve grede zasedle plodovke v toplejšem delu, še toplejšem delu. In zdaj naj čaka prvo glavno nabiranje in pa shranjevanje viška. Ja, poberemo tako, kot bi rezivko solato odrežemo in kar v gajbice, tukaj, ko bomo vse povrali v kakšne 2-3 gajbice in se to zblanšira, lahko tudi že zmiksa, pa kar direkt v skrinjo in imamo prvo shranjevanje. Pri gredi, kjer smo od lani pustili kolerabo in por, se že pojavlja en tak prvi izziv semenenja na vrtu in sicer, da te rastline res dolgo zasedajo prostor in si zdaj v novi sezoni že delijo prostor za novo zelenjavo, ker je tu posajen tudi že krompir. Ja, in te listi sami že malo senčijo, segajo prek, rastlina seveda raste, se razvija, fotosintetizira, ampak ja, to so te neki prvi izzivi in to moramo vedno vzeti za kup, ker zelo težko pa je zdaj te kolerabe prestavljati, ker pa bi se mogla rastlina še obnoviti najprej v koreninskem delu, pa pol rast v nadzemnega in bi upočasnili. Ne bi bilo tukaj idealno, kar se tiče samega semenjenja, ampak imamo pa pač pol tako situacijo. Ampak krompir, ki za sprotno porabo bo prenesel pač in tiste 2-3 grme, ki bojo manj zaradi tega, ne bo čist nič hudega. Naslednja greda s kapusnicami so zasajen brokoli pa cvetača. Tudi te kapusnice, enako kot smo že videli, so dobili zaščito proti kapusovi muhi, da preprečimo morebitno odlaganje jajčec okrog rastlin pri sami. Je pa tako, da zelo zanimiv je, ker tam gor smo jih presadila veliko prej, pa so bile pod tunelčkom, na prejšnjem sprehodu smo videli. Te smo jih pa presadila tiste najne, tak čas, ko jih ponovadi. In bomo videli, koliko zdaj res bo pridelka prej. Jaz mislim, da veliko ne, ker tudi vidimo po sami velikosti rastlin, so si zelo, zelo podobne. Evo ga, motovilček je pa zdaj začel cveteti. To so taki res drobni, mali cvetovi in zelo veliko semen pol nastane. Tudi ta del mičken bo moteč, tukaj pač tle ne bo zasajene nove rastline, ampak bo zelo lepo naredil seme, pa bo imela svoje seme, ki je tudi problem pri motovilcu, ker svež seme zelo lepo kali, starejša pa kaljivost pol upada. Česen. Ja, s česnom pa letos nismo tako zadovoljna. Napaka je na najini strani, nepozornost ali pa nedoslednost s pokrivanjem za zaščito pred čebulno česnovo muho. Pa nič hudega, še zmeraj ga bo dosti, ampak tam enih 10-20% česnov je bilo poškodovanih. Nekaj že v tistih parih 2-3 dneh, ko je bil odkrit, tudi vmes je veter naredil svoje in odkril celo gredo, pa je bilo pač spet pod milim nebom. Sama insektna mreža mora biti pa vsaj nekje do sredine, konec maja gor, do tih časih še ta nevarnost samih muh. Mislim, jaz sem res perfekcionista, no in mogoče, ko rečemo midva, da nismo zadovoljna, se sliši ful grozno, ampak... Smer je super, ne? Ja, res je, ja. To je to. Evo, por tudi levo in desno, levo tam enega, ki mičken večji zdaj smo presadili prej, desno pa tistega najnega pravočasno kot ponovadi, pa bomo spet videli, če bo kakšna razlika v samem pridelku v naslednjih pol sprehodih. Ampak tle, kaj je najbolj zanimivo, je pa zdaj to cvetenje in posledično pol semenjenje rastlin. Tukaj nam cveti brokoli, za nama pa brstični ohrovt. In te dve rastlini so si v bistvu v žlahti, po domače rečeno, in se skrižajo. In zdaj, ko jih imaš takole 1 meter narazen, čebelica, pa ostali žuželki, leto iz cveta na cvet, tudi mravlje in vse, kar bi se lahko oprašilo en drugega in imamo skrižana semena. In ni zastojno, da se reče tem zelenjavam križnice, predvsem zato, ker se tukaj križajo eno z drugim. Ne vem, ugibam. Ampak ja, tako treba res preprečevati, da bi z insektnimi mrežami, da bi prišlo do same oprašitve
med njima. Probali bomo pa eno tehniko pri samem brstičnem, da bomo te cvetoče dele že kar poščipali stran, ker se je večina že cvetov zavezala, torej se že nastajajo sami strokci. Viške pa lahko odstranimo, da pač zmanjšamo to potencialno križanje. Ja, ker je tam na drugi strani vrta pa še kolerabica, ki je isto v žlahti in še tista je potencialno, ki bi se skrižala, pa še koleraba tudi, ki bo malo odprla cvetove. Tako da to so konkretni izzivi semenjenja in ni tako enostavno, kot se sliši, kar bo pokazali naslednje generacije semen, ko jih bomo te kalili. Če smo ohranili eno sortno lastnost ali ne, to je tisto ključno. Tukaj je vzklil grah, ki je že tudi razvil vitice, to pomeni, da bo že rabil oporo. Ni pa čist cela greda enakomerno vzklita, oziroma tle ima Robi dve teorije, oziroma zakaj je prišlo do tega. Jaz mislim, da je to pa tam, kjer ga je bramor pojedel. Koprena je bila čez, pa pihal je tisto obdobje, ko so nekateri grahi že vzklili in lahko, da jih je poškodoval spodaj, to zdaj ne vemo. Je pa tako, da še zmeri je nekje 70% vseh semen vzklil in grah je tak, ko ima prostor, se bo on razrastel in bo pridelka še vedno super in cela greda bo na koncu lepo polna. Pokrita je pa še tale greda špinače, sejana po koledarju v sredini marca, mičken prej, tole imamo še kar pokrito, ampak mičken je pridelka res tista, ki je bila pa že februarja sejana, ko smo videli na začetku. Ja, brstični ohrovt smo prej že omenjala pri prezimnem brokoliju, si pa tudi tale brstični ohrovt še deli prostor, oziroma krompir je tisti, ki si ga mora deliti z brstičnim ohrovtom. Krompir je bil posajen in že lepo cima že kuka čez kompostno zastirko. Tako, sej moramo pa počakati dolg časa, da bo ta semena še dozorela. To lahko traja še do konec junija, tudi do julija, mora biti res zrela in takrat se bo tudi krompir dal stran in pol sledi naslednja kultura dalje. Tale greda ni prazna, čebula je tudi noter, druga greda čebule pri nama. Danes bomo še par dosadila, tujsko rdečo, mičken še za samo barvitost samih čebul. Nič posebnega, paziti moramo res, da korenince vedno usmerimo navzdol, ko sadimo čebulček. Še ena greda špinačo, tudi ta še rabi nekaj časa, da doseže tisto, rečemo, zrelost ali pa polnost, ko bomo komplet celo gredo porezala, začnemo pa s temi, ki smo jih že čisto na začetku predstavili. Tale gredica je pa še prazna, tako da smo hitro sprehodili mimo njih do samih jagod. Jagode so pa letos zelo zgodne, odcvetele že, tvorijo se že plodovi in ja, bolj ko je toplo vreme, prej jagode lepo zorijo. Tudi njih smo odkrila, ker so začele se zelo napenjati samo kopreno in zdaj ta čas, ko so temperature visoke, so kar odkrito. Ko pa kako hladno obdobje, pa bomo spet kopreno samo dala lepo nazaj. So pa to enkratrodne jagode, ki so bolj zgodne, tako da imamo pridelek res čim prej in čim bolj sladko, da se začnemo razvajati v novem letu. Jagode so tudi zraven teh borovnic, ko smo že spoznali v prejšnjem sprehodu in lepo so odgnale in treba res te lonce tudi zalivati, kar je kar neka dodatna neka skrb in bomo verjetno dala kar kapljično zalivanje iz samega rastlinjaka ven, da se bo to istočasno tako kot rastlinjaku zalivali tudi v teh loncih. Borovnice so letos posajene, ampak že imajo lepo cvetne nastavke, tako da si že letos obetamo začetnega prvega pridelka. Evo špargeljčki. Ja, špargljev pa mislim, da se spomladi od vse zelenjave najbolj veselimo. Danes jih naj bi brano. Ja, in so zelo dnevno, vsakodnevno tako hitro rastejo, da so tudi vsakodnevno na meniju. Ja, pečeni, juhe. Ja, v omlete. Danes smo naredili tako pravo spomladansko pojedino. Šparglji, špinača, tofu, pa v špageti tako omaka fina, pa seveda sveža solata zraven, redkvice in to je to. To si vrtnarji želimo spomladi, čim prej nekih svežih in okusnih pridelkov direkt iz samega vrta. Sva pa že opazila škodljivce na špargljih in sicer so to dva hroščka, lisasta pa pikčasta beluševka. Zelo težko se je zoperstaviti proti njih, ker so tudi v zemljo grejo noter, že pri sami
koreninski kloni bi lahko malo najedale, pa ko prije zraven se kar vržejo na tla. Tako da samo pokrivanje ne bilo dovolj, opaziš pa, da je nekaj narobe, ker tak Zviti, taki ukrivljeni vrhovi špargljev pridejo že takoj ven iz zastirke lahko. Oziroma, ko nabiraš šparglje, vidiš te hroščke gor po samih steblih. odlagajo jajčica, ne? Ja, taka Take sivo noter. izgleda. Ampak nič ni groznega, še zmeri ok, sam jaz mislim, da najbolj važno je, da jih res redno pa sproti pobiramo, da sploh nimajo časa oni in prostora, da bi se Izlegli namnožili. pa razvili. Točno tako. Kako je rekla, imaš prav. Gredice za semenjenje, tako lepo je šel že zeljev cvet. Še en, ki se lahko nam skriža, ne? Ja. Ker tudi tukaj levo je tale kolerabica, ki je tudi že cveti in jo moramo tudi zaščititi z insektno mrežo, ker imamo tam že brokoli in pa brstični ohrovt. Pesa pa korenje se pa vidi, da so se ukorenili in so že začeli iz tega svojega gomolja energije, v bistvu, ki je shranjena, skladiščena v gomolju, poganjati ta nadzemni zaenkrat še listni del. Za listnim delom bojo pa tudi oni nastavili cvetne nastavke. In tako lepo si povedala, ne? Res je, da vse te gomolji, korenine shranjujejo sladkorje v teh glavnih, ne, podzemnih delih, da pol naslednje leto imajo energijo, da poženejo v cvet čim prej. In to je ena taka stvar, ki mogoče lahko tudi vemo, zakaj imamo pač take predelke, kot jih imamo. In da razumemo rastlino tudi malo širše, ne samo takrat, ko jo damo samo na krožnik. Eto, paradižnik je že zavzel rastlinjak. Je večji kot ti že, hvala. Ja, ta najbolj zgoden, od katerega smo pa že pojedla prve plodove. Ja, 5. aprila. En je tamle še lepo zrel, malo še mora dozoreti. Je bilo pa malo težav in je dosti cvetov odpadlo na začetku, tako da ni zdaj ful obilen ta prvi pridelek, par jih je, ampak te naprej, te bojo pa sladki tako, ko morajo biti, ker bojo zdaj na polnem soncu lepo dozoreli. In tudi te zgodne paprike se lepo razvijajo, ampak jaz nisem ljubitelj papriko rastlinjako. Paradajz je zelo hvaležen, da če ne zalivamo, pa se nam malo presuši, ok, on raste, on gre s koreninam široko, globoko. Paprika pa je zelo občutljiva in res rabi bolj vlažno okolje, kar se pozna, je kar taka malo pritlikava. Ne? Ja, pa tudi nama se pozna, da smo vajena v rastlinjaku res bolj kot ne sam paradižnika, pa mogoče kdaj kar malo pozabimo, da moramo biti za papriko pa bolj dosledna pri zalivanju. Zato so zdaj tudi spostavila tole kapljično zalivanje, da se redno vzdržuje vlago v tleh, da bo s tem tudi paradižniki, ne samo paprika, lepo rasli. So pa tudi še tukaj sadikce, nekaj par viškov še, ki bomo posadila, pa nekaj gomolne zelene, jajčevcev, kumar, mičken bolj zgodnih. Pa še paradajza nam je ostalo letos, posijala mičken več, nič hudega, malih se tako še moramo posaditi. Nekaj še mojim fotru, mami, tvojim, žlahti, se vemo, koliko to je. Na koncu pač to podelimo, ti kaj dobiš in to je najlepše, to je najbolj fajn pri vrtnarjenju, ne. Tako da, ja, gremo, ne raste, ne bo čim več pridelka v rastlinjaku. Takole, ko si cel dan zunaj na vrtu, pa sonček, pa se red, da te malo opeče, ne, malo tisto spomladansko, ampak zvečer, ko se uležeš, ko kar taka topla energija prežame telo, to mislim, da je nekaj najlepšega za spomlad, da se ne užijemo sonca, ne uživamo vseh teh trenutkov v naravi. In upam, da ste dobili nek tak feeling tega, kako imamo tlele mi na vrtu, zelenjavo in vse. Toda hvala, da ste šli z nama čez tale aprilski sprehod čez vrt obilja in uživajte v vrtnarjenju še naprej.